Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni oddaji Skrbimo za zdravje, v kateri bomo danes podrobneje spoznali in spoznavali hemofilijo. V prvem delu oddaje bo z nami hematolog z oddelka za pediatrijo, doktor medicine Tomaž Prelog. V drugem delu oddaje pa bomo gostili še Brino Zaman iz Društva hemofilikov in drugih z motnjo strjevanja krvi Slovenije. Za začetek seveda, kot rečeno, pozdravljamo dr. Preloga. Tokratna oddaja Skrbimo za zdravje, kot sem dejala, bo govorila o hemofiliji, na katerem področju ste strokovnjak tudi vi. Pa morda za začetek, ker imamo tudi podnaslov takšen, kaj je hemofilija, če nam ponudite odgovor na to vprašanje. Ja, dober dan. Ja, hemofilija je motnja strjevanja krvi, pri kateri v krvi manjka enega od faktorjev strjevanja, zaradi česar so ljudje s tovrstno motnjo nagnjeni k podaljšani krvavitvi. Se pravi, pri njih posamezna krvavitev traja dlje in zaradi tega lahko nastanejo neke dodatne težave, odvisno seveda, kam bolnik krvavi. Če krvavi v mišice, so lahko te krvavice zelo obsežne, tudi življenje ogrožajoče, če je taka mišica. Krvavijo lahko v sklepe, kar na dolgi rok prinese neke okvare. Potem so pa seveda tudi klasične krvavitve, lahko rečemo navzven, kjer lahko izgubijo veliko krvi in so zaradi tega tudi lahko življenjsko ogroženi. Menda poznamo več vrst, več tipov hemofilije, katere? Ja. V grobem so najpogostejše hemofilija A in pa hemofilija B. Pri hemofiliji A manjka faktorja 8, pri hemofiliji B, ki je redkejša, pa faktorja 9. Potem je še več drugih motenj strjevanja krvi, ampak ko govorimo o hemofiliji, običajno govorimo o hemofiliji A in pa B. Zdaj, omenjate A in B in določene faktorje. Ker smo laiki in ne vemo, kaj to pomeni, nam lahko malo bolj razložite, kaj to pomeni točno. Se pravi, strjevanje krvi si lahko predstavljamo kot neko verigo dogodkov, kjer neka, recimo, poškodba, lahko tudi spontana krvavitev, privede do tega, da lahko rečemo, kri teče, pojavi se potreba po nastanku strdka. No, in da strdek nastane, je potrebno več zaporednih korakov, kjer en faktor se aktivira, sproži potem aktivacijo naslednjega in tako poteče cela veriga. In če katerega od teh faktorjev primanjkuje, ga ni dovolj, ali pa če ga celo ni nič, potem ta veriga ne steče tako lepo, bistveno dlje časa traja, da nastane strdek, če sploh nastane. In potem moramo storiti kaj? Najboljše tak faktor nadomestiti. Se pravi, pri hemofiliji A lahko nadomestimo manjkajoč faktor 8, pri hemofiliji B faktor 9. Obstajajo pa tudi druga zdravila, ki ga nadomestijo. Se pravi, ne da bi bil prav faktor, ampak prevzamejo njegovo vlogo na nek drugačen način. Kako pogosto se pojavlja ali pa pojavi hemofilija? Hemofilija A se pojavi pri približno 1 na 4-5 tisoč moških. Zbolevajo moški, ženske so prenašalke. In se v 2/3 pojavi v družinah, kjer je že znana hemofilija. Se pravi, je mama prenašalka. V 1/3 primerov pa pride do te mutacije v tem faktorju na novo, kar pomeni, da se deček rodi v družino, kjer hemofilije še ne poznajo. Zdaj, omenili ste mamo prenašalko. Ja. In da je predvsem hemofilija problem oziroma bolezen moških. Ja. Ampak se tudi pri ženskah pojavlja, ne? Ja, zdaj, rečemo, da je hemofilija X vezana bolezen, kar pomeni, da je na X kromosomu. Ženske imajo 2 kopije tega kromosoma, moški 1. In ker ima moški eno kopijo tega kromosoma in je prisotna mutacija na tem genu za faktor 8, to privede do pomanjkanja faktorja in posledično do hemofilije. Pri ženskah, ker sta 2 kopije kromosoma X, se neokvarjen gen, lahko rečemo, nekako nadomesti oziroma zadošča temu, da je tega faktorja v krvi dovolj, da večjih težav običajno ni, je pa izmerjena aktivnost faktorja v krvi lahko nekoliko nižja.
In v teh primerih govorimo, da so pač ženske prenašalke. Se pravi, ta svoj X kromosom z okvarjenim genom lahko prenesejo na svoje otroke. Vi ste hematolog na oddelku za pediatrijo, kar pomeni, da se srečujete vsak dan s to boleznijo pri otrocih. Drži, pri otrocih, mlajših odraslih je pa tako, da so center za hemofilijo, je razdeljen na dva dela, se pravi za odrasle in pa za otroke, kjer imamo skupen register, tudi skupne prostore na pediatrični kliniki, tako da se nekako tukaj je ta prehod nekoliko bolj zvezan, kot je recimo pri ostalih boleznih. Kdaj se pa v bistvu, kdaj pravzaprav lahko starš sam ugotovi ali pa mogoče sumi na to, da ima otrok hemofilijo? Ja. Hemofilije, poleg tega, da jih delimo na hemofilijo A in pa B, jo delimo tudi glede na stopnjo. Imamo težko, zmerno in pa lahko. In so težave odvisne od stopnje hemofilije. Pri lahki hemofiliji lahko kar nekaj časa mine, preden bomo opazili, da so neke težave. Medtem ko pri težki obliki hemofilije so te ponavadi zelo zgodaj. Kar kmalu po rojstvu, recimo, ko je po odvzemu krvi, dojenček dlje časa krvavi, ko prejme odmerek vitamina K, se lahko pojavi krvavitev hematoma, in to že pokaže na to, da morda nekaj s strjevanjem krvi ni v redu. Pri lažjih oblikah lahko bistveno dlje traja, da ugotovimo, da strjevanje krvi ne poteka tako kot sicer. In kar starši lahko opazijo, so recimo pojavi modric, krvavitev iz nosu, po recimo operacijah žrelnice recimo, kar pa ne velja samo za hemofilijo, ampak tudi za preostale motnje strjevanja krvi. No, ker pa je bolezen dedna, si lahko verjetno že s tem toliko prej predvidevamo in tudi spremljamo vse skupaj, da potem verjetno kmalu tudi opazimo, ali se z otrokom dogaja to, da se rane ne celijo tako, kot bi se morali in tako dalje. Verjetno se tudi na modricah dosti poznajo. Zdaj, pri teh, kjer vemo, da je ženska prenašalka gena za hemofilijo, se lahko že pred rojstvom otroka ugotovi, ali ima hemofilijo ali ne. Se pravi v času nosečnosti? Tako. Se pravi, prvi podatek je že, ali bo pač otrok deklica ali deček. V primeru, da je deklica, potem je lahko prenašalka, če pa je deček, je pa 50% možnosti, da bo hemofilika. Potem seveda naslednji podatek, ki je za nas pomemben, je, kako težka oblika hemofilije v družini je. Če je to recimo nosečnost v družini, kjer vemo, da je težka oblika hemofilije, bomo nekako drugače pristopili, kot če je lahka oblika hemofilije. In da se tudi seveda genetske teste narediti tudi tekom nosečnosti, pred porodom. Omenili ste določene pristope, glede na to, kako intenzivna je hemofilija. Kakšni so ti pristopi potem? V čem se razlikujejo? Predvsem, se pravi, če vemo, kakšno obliko hemofilije pričakovati, potem tudi vemo, koliko težav pričakovati. In pri težki obliki seveda pričakujemo bistveno več težav. Prve težave, ki se jih nekako poskušamo izogniti ali pa na katere smo zelo pozorni, so krvavitve zelo kmalu po rojstvu. Predvsem krvavitev v glavu, ki so lahko tudi življenje ogrožajoče. Medtem ko pri lahkih ali pa srednjih oblikah se pa te težave bistveno kasneje pojavijo lahko. In je spremljanje in pa tudi ukrepi so malenkost manj, tako rečemo, agresivni, intenzivni. Medtem ko pri lahkih pravzaprav zelo hitro potem steče ta diagnostika, tudi diagnozo lahko zelo hitro, pri težkih oblikah. Diagnozo dobimo lahko v nekaj urah. In temu potem tudi zdravljenje prilagodimo. Če sumimo, da gre za neko krvavitev, potem hitro ta faktor nadomeščamo. To je tisto, kar potrebujejo, zdravljenje zaradi krvavitve same. Potem je pa seveda še preprečevanje krvavitev pri bolnikih s težko, pa tudi pri bolnikih z zmerno obliko hemofilije, ki pa deloma zavisijo od aktivnosti faktorja, deloma pa tudi od tega,
kako izrazito se ta bolezen kaže. Namreč tudi, če faktorja praktično ni v krvi, so nekateri posamezniki bolj krvavijo kot nekateri drugi in rabijo morda uvedbo te terapije za preprečevanje krvitev v zgodnejši fazi. Zdaj, če prav razumem, potem hemofilijo povzroča pomanjkanje tega faktorja, o katerem govorite. Drži. Vedno. Pri odraslih je vedno je posledica pomanjkanja faktorja. Dobro. V veliki večini prirojeno pomanjkanje faktorja. Pri odraslih pa lahko pride tudi do pojava protiteles proti temu faktorju in je klinična slika nekoliko sicer drugačna, laboratorijski izvidi so podobni, skratka pride do pomanjkanja aktivnosti tega faktorja in posledično do krvavitev. S hemofilijo se torej lahko rodimo, lahko pa nas doleti kasneje. Drži. Zakaj? Ja. Seveda, če se rodimo s hemofilijo, je to posledica spremembe v genu za ta faktor in tega ne moremo spremeniti, razen z gensko terapijo. Medtem ko pri pridobljeni pa pride do, lahko rečemo, do nekega avtoimunskega odziva, se pravi nek dražljaj, običajno iz okolice, ob neki okužbi, kakorkoli, privede do nastanka protiteles proti temu faktorju, ki ga imamo v telesu. In ta protitelesa na nek način nevtralizirajo ta faktor in pride do potem razvoja pridobljene hemofilije. Kako lahko v bistvu, se pravi, če prav razumem, to lahko doleti vsakega? Teoretično lahko to doleti vsakega, ja. In kako potem vemo, če smo že odrasli, da smo hemofiliki? To je odrasli, da bi bliže hemofiliki, bi rekel, imamo pridobljeno hemofilijo oziroma pridobljeno pomanjkanje faktorja. To se kaže z krvavitvami podkožnimi, in ampak to so izjemno redki primeri. Bistveno več je prirojenih, tako da bi delovalo malo pomirjujoče, da bi bila pridobljena hemofilija, pogosta ni. In načeloma je to, govorimo o prirojeni bolezni. Nisva še nič povedala o tem, kako se dejansko lotite zdravljenja hemofilije. Je tudi zdravljenje odvisno od človeka do človeka ali je načeloma vedno enak dostop oziroma na enak način se lotite zdravljenja? Na srečo imamo veliko možnosti in pa predvsem zelo učinkovite možnosti zdravljenja. Nek tak zlati standard je nadomeščanje manjkajočega faktorja. Pri hemofiliji A nadomeščamo faktor 8, pri hemofiliji B faktor 9. Ta zdravila so pri nas zelo dobro dostopna, tudi varna, in predvsem omogočajo pri težkih oblikah bolezni preprečevanje krvavitev. S tem dosežemo lahko zelo visoko kvaliteto življenja in tudi težave, ki so v preteklosti hemofilike doletele v višjih starostih, predvsem govorim o okvari sklepov zaradi ponavljajočih se krvavitev sklepa, te mlajše generacije tega na srečo ne poznajo več toliko. Običajno, se pravi, začnemo z zdravljenjem pri težkih oblikah zelo zgodaj, nekje v prvem letu ali pa morda pri posameznikih nekoliko kasneje, z ali nadomeščanjem tega faktorja. Poznamo pa tudi zdravila, ki, tako kot sem že rekel, nekako zaobidejo ta manjkajoči člen v starjevanju krvi in ravno tako omogočajo učinkovito se pravi nastajanje strdka krvnega. Prednost teh drugih zdravil je predvsem v tem, da se dajo nekoliko drugačen način, nekoliko redkeje, ker pri klasičnem nadomeščanju je treba vedeti, da so to redne aplikacije zdravil v žilo. To se preučijo družine same, se pravi na začetku starši. Stremimo k temu, da so tudi otroci čim prej naučijo sami aplicirati to zdravila. Na ta način so nekako samostojni, lahko skrbijo zase doma. In tudi, ko potrebujejo neke dodatne faktorje, vejo, kako to narediti. Je hemofilija ozdravljiva ali je pravzaprav to, kar ste zdaj dejali, da se otroke nauči, da si sami dozirajo ta faktor, ali je to celo življenje potrebno početi? Ja, nažalost je zaenkrat tako še, da je treba to celo življenje nadomeščati.
Zdravila, ki jih dobijo, ima svoj razpolovni čas, kar pomeni, da po nekem času učinek tega zdravila mine in seveda spet nastopi pomanjkanje faktorja. Obstaja sicer tudi genska terapija, ki pa z razvojem vedno večjega števila zelo učinkovitih, varnih zdravil, ki imajo tudi način aplikacije dokaj prijazen bolnikov, morda malenkost izgublja na svojem pomenu, pa seveda tudi nekako neželjeni učinki genske terapije v tej fazi niso še povsem dobro znani in tukaj nekaj previdnosti potrebne. Kaj bi se zgodilo, če hemofilik ne bi prejemal tega faktorja, tega nadomestka? Odvisno od tega, kakšno hemofilijo ima, kako resno je to pomanjkanje. Zdaj, če govorimo o težki hemofiliji, potem bi se pojavile seveda težave s krvavitvijo. Ob poškodbah, ob posegih in pa tudi spontane. Spontane običajno zakrvavijo v mišice in pa sklepe in s časoma to, tudi če so te krvavitve manjše, poškodujejo sklep. Sklepi se vnamejo in se s časoma te poškodbe nalagajo, tako da pride do težkih okvar sklepov. Drugače pa je hemofilija kot taka ena taka starodavna bolezen, kaj ne? Ja, seveda je. Veliko smo slišali o tej bolezni, predvsem zaradi nestarevanja krvi, so včasih dejansko umirali na dvorih in tako naprej, kaj ne? Ja, predvsem, ja, seveda. Dokler ni bilo možnosti nadomeščanja faktorja starevanja krvi, so pričakovane življenjske dobe hemofilikov absolutno bistveno krajše kot pač ljudi brez motenj starevanja krvi. In seveda, prej sem rekel, okvari sklepov, to so zdaj zadeve, ki postopoma tudi vedno manj problematične zaradi dobre profilakse, ampak tisto, kar pa hemofilike življenjsko ogroža, so pa seveda hude krvavitve, ki se brez dodatka faktorja ne zaustavijo in seveda lahko posameznik izkrvavi. In to se je v preteklosti, dokler ni bilo možnosti terapije, dogajalo. Kako se na primer družine odzovejo na to, ko izvejo, da imajo otroka s problemom starevanja krvi? Ja. Predvsem je odvisno od tega, a je to že v družini, kjer je motnja starevanja krvi prisotna. In so tega že vajeni in poznajo nekoga, ki ima motnjo starevanja krvi in vejo, da se da sicer z nekimi prilagoditvami, omejitvami živeti kvalitetno življenje. Seveda, če se rodi otrok v družino, kjer motnjo starevanja krvi ne poznajo, potrebujejo nekoliko več razlage, kaj pričakovati, kakšno terapijo bo otrok potreboval, kaj to pomeni za dolgoročno, na kaj morajo biti pozorni. Tako da so tukaj razlike med družinami velike. In pa seveda tudi, kjer stopnja hemofilije ključno vpliva na ukrepe in pa obremenitev, ki jih tak posameznik ima. Zdaj, omenili ste prej, da se lahko te zadeve lajšajo, zdravijo, pravzaprav, da se na nek način da lažje živeti s temi faktorji. A se najprej v bistvu je treba naučiti, kako živeti s tem, potem tudi kako dozirati, kdo dozira najprej, potem kako se nauči tudi ostale in kaj se zgodi, če v nekem trenutku, ko potrebuješ X-faktor, oziroma ta faktor, ki ga tako, kaj se zgodi, če ga nimaš pri roki? Ja, najprej kaj se zgodi, se pravi, hemofiliki imajo praviloma zalogo zdravila doma. Pri sebi? Pri sebi. Krvavitve pri hemofilikih niso močnejše, so pa dolgotrajnejše. Dobro poznajo pač navodila, kako ravnati v primeru krvavitve in običajno se morda tudi po svetu z nami, si aplicirajo faktor sami. Vaše prvo vprašanje sem pa pozabil. Pravzaprav me dejansko zanima prav to, kaj storiti, ko nekdo nima pri roki tisti trenutek te doze, ki jo potrebuje. Ja. Po Sloveniji so centri samo v Ljubljani, glavni hemofilni center je v Ljubljani, vendar imajo v bolnicah in po zdravstvenih domovih po Sloveniji večkrat kakšen faktor na zalogi. Poleg tega pa imajo vsi hemofiliki z težko obliko hemofilije A faktor tudi pri sebi. Namreč imajo večina njih neke vrste profilaktično terapijo, se pravi terapijo za preprečevanje krvavitev, poleg tega pa še dodatne odmerke, ki omogočajo zaustavitev krvavitve, če do tega
pride. In pa prej, če se ne motim, ste me vprašali, kako se naučijo in skrbeti zase. Predvsem je pomembno, da se zavedajo, da se ob rednem nadomeščanju faktorja ali pa drugih zdravil uspe doseči, da se spontane krvavitve praktično ne pojavljajo. Seveda problem so krvavitve zaradi poškodb, zaradi fizičnih aktivnosti. In to poskušamo pa pravzaprav prilagoditi režimu dajanja zdravila. Se pravi, na dan, ko bolnik dobi zdravilo, je nekoliko bolj zaščiten kot dan pred naslednjo aplikacijo. In se potem fizične aktivnosti lahko temu prilagodijo. Če imajo neke posege, recimo zobozdravstvene, to lahko recimo prilagodimo nekomu režimu dajanja zdravila. Se pa teh aplikacij zelo zgodaj naučijo starši sami in pa tako, kot sem že rekel, stremimo k temu, da bi se tudi otroci sami, da grejo lahko potem tudi na potovanje in tako, in da tam skrbijo zase. Da je življenje lažje. A so simptomi pri vseh bolnikih enaki ali so odvisni, zdaj prej ste govorili, glede na lažjo in težjo obliko? Ja, niso pri vseh enaki. Pri težjih oblikah je ravno to, kar ves čas ponavljamo, da je potrebno preprečevati spontane krvavitve in krvavitve v sklepe. Te namreč na dolgi rok lahko naredijo zelo veliko škodo. In terjajo potem pogosto tudi zamenjave sklepov. Medtem ko pri lahkih oblikah teh krvavitev ni in tudi bolniki ne potrebujejo terapije za preprečevanje krvavitev. Takrat jo potrebujejo občasno, ob večjih operacijah, ob večjih poškodbah, sicer pa, da bi redno terapijo prejemali, pa ne. Pa bolezen skozi čas napreduje ali jo načeloma s tem nekako ustavljamo, da ne napreduje? Ne, s tem nekako vzdržujemo neko stabilno stanje, da ne krvavi. Sicer pa neke dinamike ni tekom bolezni. Je odvisno tudi od naše starosti, recimo, ko smo starejši, prej sva govorila o tem, da jo lahko dobimo tudi ne kot prirojeno, ampak tudi kasneje. Je to odvisno od starosti, se pravi, jo lahko dobimo, ne vem, v določenih letih, kasneje pa ne več, ali to sploh ni? Ne. Ko govorimo o hemofiliji, običajno govorimo res o prirojeni. Kar se tiče pridobljene hemofilije, imajo odrasli hematologi bistveno več izkušenj kot mi, ker se pri otrocih praktično ne pojavlja. Sicer se pa klinična slika pa lahko spreminja, zato ker so potrebe nekega 2 leti starega otroka popolnoma drugačne od 15-letnika, ki so drugačne od 40-letnika in te od 70-letnika. In temu se poskušamo s terapijo, načinom dajanja terapije, z izborom terapije prilagoditi. In ravno zato, ker imamo toliko različnih načinov zdravljenja, lahko tle terapijo zelo prilagodimo posamezniku. In verjetno se tudi otroci zelo hitro prilagodijo glede na razlago, glede na to, da se jim pove, kaj je problem pri njih oziroma na kakšen način se bodo verjetno celo življenje zdravili oziroma vzdrževali. Ja, to kar dobro razumejo in se zavedajo tega pomena. Tukaj je verjetno zelo velik pomen tudi društva ljudi z motnjo starejevanja krvi oziroma društva hemofilikov, ker imajo tam priložnost poznati starejše, izkušenejše ljudi z motnjo starejevanja krvi in tam tudi se prepričajo, da morda je pa res profilaksa zelo pomembna, ker se treba zavedati, da te otroci, najstniki, zdaj z redno aplikacijo zdravila pravzaprav kakšnih velikih težav s krvavitvami nimajo in tudi nimajo težav s posledicami teh krvavitev. Kar pa lahko vidijo pri starejših, ki pa te možnosti zdravljenja in preprečevanja niso imeli takrat. So možni kakršnikoli zapleti pri zdravljenju hemofilije? Seveda so možni. Nobeno zdravilo nažalost ni 100% varno. Pri zdravljenju hemofilije je zaplet, ki se v otroškem obdobju razmeroma pogosto pojavlja inhibitorjev, rečemo. Se pravi, protiteles proti temu faktorju, ki jim ga dajemo bolniku. Na ta način ta faktor postane neučinkovit in veriga starejevanja krvi ne poteče, kot bi sicer. To pomeni kaj, da ga telo zavrača? Na nek način lahko rečemo, da ga zavrača, neutralizira ga. No in v tem primeru potem lahko porabimo neka druga zdravila,
ki zaobidejo to prekinitev v motnji starevanja krvi. Se pravi, obstajajo alternative? Obstajajo alternative, tako. Ki so zelo učinkovite in v katerih primerih ta zdravila uporabljamo tudi že v namen preprečevanja, ne samo v primeru pojava teh inhibitorjev. Seveda, ker je to pač motnja starevanja krvi in mi dodajamo zdravilo, ki spodbuja nekako nastanek strdkov, lahko seveda pride do zapleta tudi v primeru, da je tega preveč, se pravi, nastanejo strdki tem, ker ne bi želela, do tromboz, rečemo. Ostali zapleti so sicer redke, alergijske reakcije pri posameznih, to bolj za hemofilijo B velja, so sicer možni, ampak so redkejše te zapleti. Pa lahko hemofilija kakorkoli vpliva na življenjsko dobo? Včasih absolutno je vplivala na pričakovano življenjsko dobo. S temi modernimi zdravili smo se pa praktično približali ostalim zdravim vrstnikom bolnikov. Prej sva omenjala tudi spontane krvavitve. Kako pogoste so lahko? Odvisno od posameznika, odvisno od aktivnosti faktorja v krvi. Spontane se pojavljajo predvsem pri težkih oblikah, kjer faktorja praktično ni v krvi. Kljub temu, da imata dva posameznika enake krvne izvide, lahko rečemo, enako aktivnost faktorja, so pa med njimi razlike. Nekateri krvavijo nekoliko bolj, nekateri nekoliko manj. Pri vseh težkih oblikah, brez preprečevanja, se pravi brez terapije, zdravil, ki bi preprečevali krvavitev, se te spontane krvavitve lahko pojavljajo. Je pa nažalost tako, da ko se enkrat pojavijo, je tveganje, da se bo naslednjič krvavitev ponovila večje. Namreč tak sklep je po prvi krvavitvi okvarjen do neke mere, pride do sprememb po sklepu, vojnice se zadebelijo, žile v tem predelu se nekako jačajo in je verjetnost, da se bo pojavila krvavitev ponovno večja kot pri nepoškodovanem sklepu. In v teh primerih govoriva tako v notranjih kot tudi krvavitvah, ki jih vidimo na zunaj. To spontane krvavitve so notranje krvavitve, v sklep, v mišice. Od zunaj mi opazimo to lahko sicer z oteklino sklepa, sklep je zelo boleč, bolnik ne more stopati recimo na nogo, kjer je zakrvel, recimo v koleno. Krvavitve v mišice so pa predvsem se kažejo z bolečnostjo in pa z omejeno gibljivostjo sklepa, ki je tej mišici blizu. Zdaj ste omenili gibljivost. Ali imajo hemofiliki prav zaradi tega tudi omejeno, bom rekla, ne gibanje, ampak a se lahko ukvarjajo s kakršnimkoli športom? Koliko mora dejansko paziti na to, kaj počnejo, da ne pride do krvavitve? Kar se športa tiče, lahko športe delimo na tiste, ki so bolj ali pa nekoliko manj primerni. In pa tudi intenzivnost treningov, tiste, ki so bolj ali pa manj. Seveda nekdo z motnjo starevanja krvi, nek zelo intenziven, tekmovalen, kontakten šport ni priporočljiv, medtem ko so določeni športi, ki pa niso tako obremenilni, kar se krvavitve tiče, so pa seveda dobrodošli. Treba je vedeti, da je vseeno fajn, da se hemofili giba, z gibanjem se krepijo mišice, krepijo se sklepi, krvavitev je manj, tako da se gibanje spodbuja. Z seveda zavedanjem, da je treba, oziroma bi bilo optimalno, da se to gibanje nekako prilagodi posamezniku, načinu profilakse, zdravil, ki jih dobiva. Se pravi, ne vem, dobiva zdravilo 2-krat na teden in je morda takrat, kadar vemo, da je najbolj zaščiten pred krvavitvami, takrat fizično najbolj aktiven. Sicer se pa šport spodbuja, ker tudi recimo povišana telesna teža prenaša določene dodatne obremenitve za sklepe, to prinese večje tveganje za krvavitve in tako dalje. Samo povišana telesna teža, še kaj drugega, je hemofilija povezana tudi morda s prehranjevanjem? Tudi ni povezana s povišano telesno težo, ampak mi z nekako fizično aktivnostjo stremimo k temu, da so čim bolj zdravi, čim bolj podobni zdravim vrstnikom, in z športom prvič krepimo mišice, sklepe, in nekako lahko kontroliramo telesno težo, ki je v družbi vedno večji problem, in na ta način nekako razbremenimo sklepe. In seveda si ne moramo predstavljati, da bi bil otrok čisto v primeru, ker se mora gibati in biti dejaven. Tudi ni cilj, da bi bil. Mora biti aktiven. Kako
hemofilija nasplošno vpliva na vsakdanje življenje bolnika? Verjetno ne toliko, kot si morda mislimo ali predstavljamo, ne? Ker konec koncev se bolniki kar hitro navadijo živeti s tem. Ja. Določeno breme seveda bolezen prinaša, ne? Breme te ves čas ponavljamo profilaksa, ne? Preprečevanje krvavitev. In včasih je bilo potrebno z tem nadomeščanjem, so bile potrebne kar pogoste aplikacije teh zdravil, ne? Vedno več je dostopnih zdravil, ki imajo, mi rečemo, podaljšan razpolovni čas, kar pomeni, da je potrebno so aplikacije redkejša, ne? V kratkem, oziroma ravno kar je pravzaprav pričenjamo z zdravilom, kjer je potrebna aplikacija enkrat tedensko, ne? Pri hemofiliji B lahko so razmaki celo večji, ne? So zdravila, ki se jih ne daje v žilo, ampak pod kožo, pa je morda zaradi tega nekoliko lažje, ne? In so tudi lahko razmaki tudi 2 tedna, ne? Tako da nekaj omejitev sicer hemofilija prinaša oziroma vpliva na življenje posameznika, ampak z vso to podporo so nekako si želimo, stremimo k temu, da bi bili čim bolj podobni vrstnikom, kar lepo dosežejo. Ne? In medicina na področju hemofilije zdaj, kot ste sami dejali, tudi lepo napreduje. Ja, tle so kar bistvene spremembe bile v zadnjih letih ali pa desetletjih. Dostopnost zdravil, pri nas na srečo je dostopnost zelo, zelo dobra. Ampak ne samo to, tudi načini in pa vrste zdravil omogočajo zelo, rečemo, individualiziran pristop, se pravi, tisto, kar od pacientov najbolj odgovarja. Kje dobimo največ informacij o hemofiliji? Verjetno obstaja kakšna spletna stran, sicer pa kaj vi najbolj priporočate? Verjetno na to, da se obrnemo na našega zdravnika najprej in potem naprej, kot pa da recimo si kaj napišemo v Google ali pa kaj podobnega in potem dobimo zelo različne odgovore, ki pa niso vedno pravilni, verjetno, ne? Ja, internet običajno ni glih najboljši vir prvih informacij. Zdaj, če govorimo o otrocih, pa kak starši posumijo, da gre lahko morda pri otroku za motnjo starjevanja krvi, je najbolj, da se najprej z osebnim pediatrom pogovori, pogledajo, kakšna je klinična slika in če posumijo, da gre za motnjo starjevanja krvi, potem napotijo v našo ambulanto. Tukaj treba vedeti, da je hemofilija samo ena od mnogih motenj starjevanja krvi, nekatere so celo pogostejše, von Willebrandova bolezen. Tako da je to samo en aspekt, samo en del celotnega aspekta motenj starjevanja krvi. In če pridejo v našo ambulanto in je motnja starjevanja krvi potrjena, potem dobijo tudi vse potrebne informacije. Poleg tega pa nekako, ko je bolezen potrjena, dobijo pa verjetno za njih zelo pomembne informacije tudi v društvu, ljudi z motnjo starjevanja krvi. Ja. No, in ko so že ravno pri tem, verjetno dobro sodelujete z društvom hemofilikov. Ja, društvo hemofilikov je kar dobro organizirano, tudi sodelujemo. V preteklosti so imeli tudi kar pomembno vlogo pri pridobivanju oziroma določenih zdravil. In pa predvsem sodelujemo, ker so organizirani, imajo tabore, včasih tudi na teh taborih sodelujemo na kakšen izobraževalni program, kjer nas potem povabijo pa prediskutiramo teme, ki so za njih aktualne. No in ne boste verjeli, tudi mi smo jih povabili v našo oddajo, tako da si bomo v naslednjih minutah tudi z njihove strani privoščili nekaj informacij z prve roke, kako delujejo, kaj počnejo, na kakšen način pomagajo seveda vsem svojim članom in tistim, ki jih obiskujejo. Vam pa lepa hvala za obisk v našem studiu, za vse. Jaz mislim, da smo veliko povedala o hemofiliji, da sva malo bolj obširno dala vedeti našim gledalkam in gledalcem, kaj to je, na kakšen način deluje, kako se zdravi in tako naprej in tako naprej. In da ni tak bav, kot si bi mogoče kdo mislil, kaj ne? Upam, da so to dosegli. Lepa hvala za obisk, vse dobro vam želim. Vi pa ostanite z nami v drugem delu oddaje. Kot smo rekli, bomo spoznali Društvo hemofilikov Slovenije.
Ja, gledalke in gledalci, še vedno se družimo v oddaji Skrbimo za zdravje. V prvem delu tokratne oddaje smo se pogovarjali s hematologom z oddelka za pediatrijo. Doktor medicine Tomaž Prelog nam je povedal veliko podrobnosti o hemofiliji, o kateri se tudi danes pogovarjamo. V drugem delu oddaje pa je čas, da izvemo nekaj več tudi o samem društvu hemofilije. Pravzaprav je v tem trenutku, in jo tudi lepo pozdravljam v našem studiu, gospa Brina Zaman iz Društva hemofilikov in drugih z motnjo starevanja krvi Slovenije. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dober dan, hvala. Nam lahko za začetek zaupate glavne vloge omenjenega društva in mislim, da obstaja že kar nekaj let, okrog 40, če se ne motim. Ja, ustanovljeno je bilo leta 80, tako da ja, že kar krepko zgodovino imamo. Tako da društvo se v prvi fazi ukvarja z samimi člani in njihovimi družinskimi člani. Želimo izobraževati naše člane, tako kot je dr. Prelog prej povedal, hematologi radi sodelujejo na naših izobraževanjih, tako da želimo biti ta vez med zdravniki in med samimi člani, ki niso samo bolniki, Tako da to zelo smo zdaj aktivni na mednarodni, smo zelo aktivni na mednarodni povezavi, tako da imamo tudi tukaj zelo dobre veze. Tako da v bistvu podpora širši javnosti in tako strokovni javnosti. Kako sodelujete s stroko? Ravno tako, da imamo v društvu zdaj na novo, zdaj eno leto pa še malo zaposleno v društvu, ki je zelo močen vez med samim društvom in zdravniki, kar pomeni, da je treba, v bistvu je zadeva taka, mi smo zelo aktivni na mednarodni, bom rekla, sceni, in seveda tukaj je tudi zelo pomembna podpora stroke. Torej, da lahko pošiljamo potem naše zdravnike na te izobraževanja, ki so mednarodna, da imamo ta stik med mednarodnim slovenskim zdravstvom, da smo pri novitetah. Hkrati pa tudi zdravniki sami imajo stik za samo zdravstveno oskrbo. Se pravi, povezani ste in sodelujete tudi z ostalimi društvi hemofilije povsod po svetu? Ja, po svetu. Predvsem v Evropi. Tudi Društvo hemofilikov Slovenije, ki se je takrat imenovalo, je tudi ustanovni član Evropskega združenja za hemofilijo. To je bil tudi en pomemben korak, ki se je zgodil, ko se je ustanovljala Evropska skupnost, da smo bili eni del tega, tako da je to kar en tak poseben dosežek. Ima pa Evropsko združenje okoli nekaj čez 40 članov, ki so pač po Evropi, in tudi malo izven meja Evrope. Kako pomembno je v bistvu takšno društvo, kot je vaše, za bolnike, ki ga potrebujejo? Ja, moje mnenje je, da zelo. Zato sem tudi sama aktivna v društvu in preživljam svoj prosti čas v društvu in delam na temu ravno zaradi tega, ker ko se je meni zadeva zgodila, da je moj sin dobil diagnozo hemofilije oziroma motnje starevanja krvi hemofilija, sem potrebovala to podporo. In meni se zdi to zelo pomembno in kar nekaj takih nas je. Torej, ja, društvo mora obstajati ravno ne samo zaradi strokovnega dela in podpora pri zdravljenju, ampak tudi to medsebojno povezovanje, da vidiš, tako kot ste prej rekli, da to ni nek bav, ampak da dejansko vidiš, kako ljudje živijo s tem, so neke prilagoditve, ampak konec koncev si pomirjena. Tako da ta del se mi zdi zelo pomemben. Malo ste že omenili, namignili. Vi ste tudi oseba z izkušnjo motnje starevanja krvi. Zdaj, da ne bo kakšne pomote, oseba z izkušnjo pomeni kaj? Zdaj, jaz konkretno, jaz sem prenašalka, to pomeni, da imam pač okvaro gena X in moj otrok sem prenesla ta gen na svojega otroka, imam 50% možnosti, da to naredim, tako da imam sina, ki ima hemofilijo srednje stopnje, ima 2% faktorja, kar je v bistvu dosti nizko. Tako da ja, jaz sem prenašalka, 1/3 prenašalk lahko ima motnjo starevanja
starevanja krvi, tako da tudi ženske lahko imajo motnje starevanja krvi pri hemofiliji, s tem, da ponavadi to ni težka ali srednja oblika, ponavadi je to lahka oblika, ampak se veste, ženske imamo mesečne cikluse, tako da imamo lahko kar ogromno problemov, kar se tega tiče. Ste morda že v dobi nosečnosti vedeli, da bo imel sin hemofilijo, ali ste izvedeli kasneje? Kasneje. Mi smo izvedeli kasneje, ko je bil star 10 dni, je dobil hematom na gleženčku, tako da smo pol takoj poiskali pomoč pri pediatru, so nas takoj naslovili na pediatrično kliniko, tam smo imeli pa res srečo in smo dobili, sicer imamo krasne zdravnike, ampak smo dobili zdravnico, ki je sicer kardiologinja, ampak je diagnosticirala zelo hitro motnje starevanja krvi, ki je bilo pol tudi potrjeno. Tako da jaz nisem vedela, 1/3 nas je takih, ki na novo mutira, tako da smo tisti, ki je spravim, da na glavo skočimo, ki ima otrok, ki je diagnosticiran. Ostale 2/3 se podeduje po mami, torej lahko imaš dedka, ki ima hemofilijo, ta ima hčerko, je obvezna prenašalka in hčerka ima potem lahko sina, ki ima hemofilijo. In kako živite s tem? Ja, začetki so bili kar, bom rekla, je bil kar izziv za celotno družino. Seveda se ustrašiš, vsaka diagnoza prinese s sabo nekaj prilagajanja, tako da na začetku je bilo dosti strašno, potem smo pa nekako se sprijaznili s tem, se ljudje sprijaznimo, z marsičem. Smo se sprijaznili s tem, pomagali mi je tudi to, ker sem dejansko videla, kako te odrasli lahko živijo, da imajo svojo družino, da hodijo v službo, tako da ta situacija je kar pripomogla k našem ravnovesju družine. Tako da potem pa, se sooča z vsakim korakom, tako da pri nas taj dobivano vsake 3 dni v žilo zdravilo, sem se ga mogla naučiti dajati. Prvo leto je bilo težko, ker seveda nisem medicinska sestra, ampak ko smo to nekako prešli in ko smo to usvojili, je zdaj seveda življenje čisto drugačno, tako da zdaj običajen otrok z malimi prilagoditvami, hodi v šolo, športa, smuča. Mislim, vse se da, dan danes vse da. Ga tudi že navajate na to, da si bo nekega dne sam doziral? Ja, mi že pomaga, vmes si že kaj razkuži, že aplicira, tako da imava doma že malo nastavke na to, tako da sem slišala tudi recimo od ene mamice, da je zelo dobra motivacija za samo aplikacijo so te šole v naravi, tako da potem otroci si zelo hitro radi naučijo sami aplicirati, ravno zato, da pod starši ne hodimo v šolo v naravi z njimi, tako da vsaka stvar, pol pride prav vsakaj novega. Hemofilija, sami ste prej dejali, ni le moška bolezen, Kako se pravzaprav z njo soočajo ženske? Ja, ženske imajo ravno ta, bom rekla, problem, da javnost in tudi stroka nekako ne pozna, da tudi ženske imajo lahko motnjo starevanja krvi. To smo nekako iz osebnih pričevanj tudi po evropskih državah videli, da je nek stereotip, da ženske ne morejo imeti hemofilije oziroma motnje starevanja krvi. Tako da ta del je kar težek, ta trd oreh, ki ga zelo težko streš, neko dejstvo. Tako da zdaj se veliko na to temo pogovarjamo, ozaveščamo, zato ker ženske imamo ta problem, ker mesečno krvavimo in nekako si navajen in ti je normalno tisto, kar ima tvoja mama. In ponavadi se to deduje in seveda, če je imela mama močne menstruacije, potem jih imaš tudi ti in je tebi to normalno, se sicer slabo počutiš, ker izgubiš ogromno krvi, si tudi slabokrven, ampak ker se je mama, je tebi to dosti normalno in ker je tabu tema, menstruacija, čeprav je kar velik del našega življenja, nekako se o tem ne pogovarjamo in potem se to nekako zabriše. Je pa res tukaj, da ženske imamo predvsem, nimajo nekih okvar sklepov, vsaj v večini ne, in neke posledične invalidnosti brez zdravil, imajo pa zelo okrnjeno neko, kvaliteto življenja.
Torej, pri sami krvavitvi vemo, kako je, če imaš recimo normalne menstruacije, spet kaj je normalno, bomo pa definirali, ampak je težko, te imaš bolečine, imaš krče, zdaj si pa predstavlja, da si moraš recimo na 1 uro menjati zaščito, da vstaneš, da to kar vse gre, punce tudi iz samega stanovanja oziroma hiše ne upajo, ker se bojijo, da bo to šlo kar ven in dejansko te zgodbe obstajajo in njih malo. 17. april je bil oziroma je zabeležen kot svetovni dan hemofilije in prav letošnji je potekal pod geslom Tudi ženske in dekleta krvavijo. Sama sem sebi, ko sem to prebrala, ob tem dejala, in to vsak mesec. Letos smo imeli, res se vidi, da se to dela tudi zdaj na širši, ne samo evropski, ampak svetovni delu. Svetovna federacija je letošnje leto posvetila ženskam, torej je dala ta slogan, dostop za vse, tudi ženske in dekleta krvavijo. Mi smo to seveda zelo radi uporabili in smo naredili zelo, mislim, da dosti odmevno razstavo na Kongresnem trgu v Ljubljani, v središču Ljubljane je bila postavljena 1 mesec. Predstavili smo kar nekaj zgodb žensk, tudi ne samo Slovenk, ampak tudi iz tujine, ki imajo motnje starevanja krvi, različne, tudi iz samega psihološkega vidika, kot partner, kot pač tisti, ki imaš to motnjo in kako se z njimi soočaš. Tako da se nam je zdelo zelo pomembno, da to predstavimo in da dejansko zavestimo tudi to, strokovno in širšo javnost, da lahko ženske krvavijo, imajo krvavijo, zdaj to tako, vsak mesec, ampak lahko imajo motnje starevanja krvi. Tudi na splošno, na račun mesečnega perila oziroma menstruacije. Zakaj so motnje starevanja krvi pri ženskah tako pogostokrat spregledane? Prav zaradi tega? Ja, malo zaradi tega, ker je to velja za moško bolezen, in pa v drugi vrsti tudi zaradi tega, ker je pač hemofilija ena izmed, kakor je dr. Prelog rekel, hemofilija je samo ena izmed motenj starevanja krvi, zato želimo uporabljati besedo motnje starevanja krvi, ne hemofilija, če govoriš na splošno. Skratka, obstaja Furwillebrandova bolezen, ki ponavadi zbolevajo predvsem ženske, ne toliko moški. In v registru smo zadnjič poiskali podatke in je recimo od 700, imamo nekje 700 registriranih bolnikov za motnjo starevanja krvi in od tega jih je 33% Furwillebrandove. In če pogledaš celotno sliko, je skoraj polovico vseh teh, ki so v registru žensk. Ampak, tako kot sem rekla, temu se pač, ker je hemofilija neka najbolj znana motnja starevanja krvi in ker je hemofilija vpliva na moške, večinoma moški zbolevajo in potem ta ozavest, da samo moški lahko krvavijo. Kaj pomeni pravilo 7 dni, 2 uri in 1 evro? Ja, to je bila pa ena zelo odmevna akcija tudi Evropskega združenja za hemofilijo. Dejansko smo hoteli zelo na kratko pokazati, ozavestiti, kaj pomeni to. To pomeni, da normalna menstruacija je, če ne krvaviš več kot 7 dni, kar je tudi rekla dr. Zupanova, da v bistvu je bolj 5, kar je nad 5 je že lahko problem, tukaj smo šli malo na širše. Potem, da če na več kot 2 uri menjaš zaščito in pa če krvni strdek večji od 1 evra, potem je že nek znak lahko za to, da imaš motnjo starevanja krvi. In na tak način lahko tudi dame, ženske, žene, dekleta morda same vidijo, opazijo, preverijo, če imajo morda to motnjo, Ja, ravno zaradi tega, kar sem prej rekla, kaj je normalno, Zmeraj se pogovarjamo o besedi normalno, noben pa ne definira normalnosti tega, Tako da s tem smo želeli definirati normalnost menstruacije, Kot pravim, s tem se zelo ne rada govori, še zmeraj je tabu, sama beseda, tako da ravno z tega smo hoteli na nek slikovit način in zelo enostavno, pravilo 7-2-1, da se nekako zavesti to normalnost. Kakšen je pomen nošenja zapestnic z diagnozo? Mislim, da prav te omogoča društvo, kaj ne?
Ja, zdaj na novo so zapestnice, katere se vgravira gor v nek del sama diagnoza, ime, priimek pa telefonska številka od hematologije. Včasih so imeli take obeske, ki so noter še zvijali tak papir, ki si ga razprl in se vidi diagnozo. Zdaj smo šli nekako na zapestnice, različne barve, tako da s tem želimo upozoriti, če pride do kakšne nesreče in pač nisi zraven, da je nekdo kot starš zraven ali pa da je nezavest ali kakorkoli. S tem želimo ozavestiti še posebej v primeru kakšnih nesreč. No, Društvo hemofilikov skrbi tudi za ozaveščanje, izobraževanje bolnikov, tudi širše javnosti. Kako, na kakšen način? Ja, zdajle zadnja leta smo bolj fokusirani na to ozaveščanje širše javnosti, glede na to, da je stroka poskrbela za svoj del in so zdravljenje res zelo uspešno v Sloveniji. Tako da zdaj smo fokusirani na ta del, ozaveščanje širše javnosti. 3 leta nazaj smo postavili razstavo na Galusovem nabrežju, kjer so svoje zgodbe povedali osebe z motnjo stvarjevanja krvi, bolj hemofilija. Hemofilija in družina je bila naslov. Potem smo lansko leto se je društvo pridružilo temu projektu, ki je moja mami napisala knjigo o fantku s hemofilije, ker je mami ravno pač mladinska pisateljica in ker ima stik z nami, je nekako lahko to literarno zapakirala, in je društvo pomagalo zraven, da se je to s finančno podporo, da se je ta knjiga izdala pri založbi Morfem, tako da tudi s tem smo želeli otrokom prikazati, da je ta drugačnost lahko čist nevidna, ampak dejansko je treba biti na določene stvari tudi pozoren, pa da ni nek tabu. Letos smo pa s to razstavo. Torej vsako leto si želimo nekaj novega pokazati. No, v prvem delu oddaje, ko smo se pogovarjali z dr. Prelogom, je sam povedal, da dobro sodelujejo, da stroka dobro sodeluje z društvom. Ste tudi vi zadovoljni s sodelovanjem s stroko? Ja, smo. Zadovoljni smo, imamo podporo, imamo krasne hematologe, odzovejo se na ogromno stvari in vabil, tako da so res zmeri pripravljeni delati. Se vidi tudi, ko imamo kakršnekoli dogodke, je zmeri en od hematologov prisoten, če ne celo 2. Letos sta bili in dr. Barbara Faganel-Kotnik in dr. Zupan Preložnik, tako da sta obe z veseljem in s tem mislim, da izraziš podporo en drugmu. Tako da to je pomembno. Kako, oziroma, ali društvo tudi na nek način varuje pravice bolnikov, da dobijo to ustrezno zdravljenje, ki ga morajo dobiti? Ja, v Sloveniji so izkušnje pokazale, da nam tega ni treba, torej imamo bolniki, ker zastopam svojega sina, zelo dobro oskrbo, tako da to ni potrebno. Lahko sicer pripomoremo kakšnim informacijam, ki je, ampak večinoma je to delo hematologov. In tukaj ima društvo res izredno malo dela. Kako pa pomagate pri izboljšanju zdravstvene oskrbe? Ja, tako kot je že tudi dr. Prelog povedal prej, je bil čas, ko so se začeli uvajati zdravila in je bilo tukaj društvo zelo aktivno, tako da prejšnje vodstvo je doseglo to, da je to samo zdravljenje na domu, da imamo zdravila dostopna, in to je ta dober odnos med stroko pa med društvom, vsak igra svojo vlogo in to moramo zdaj tudi, bom rekla, negovati naprej, tako da se nam zdi to pomembno. Trenutno so zadeve urejene in to je najbolj pomembno, da to spoštujemo. Veliko delate tudi z otroki in mladimi. Na kakšen način se povezujete z njimi? Ja, to je eden izmed izzivov, dejansko tudi ne samo na slovenski ravni, ampak tudi na evropski in svetovni. Zakaj? Ker imajo današnji otroci, mladina, zdravljenje, kar pomeni, da starejši člani pravijo, vse otroci sploh ne vejo, kaj je hemofilija in kaj je krvavitev v sklepe, kar je res, na srečo. Ampak hkrati pa nekako malo pozabljamo, kaj pa se lahko zgodi brez zdravila. Torej, mislimo vsem, da je pač nekako vzor tisti, ki je, torej starši moramo biti pripravljeni, zato sem tudi jaz dosta vključena v to, ker želim biti vzor svojemu sinu, da pač z neko prisotnostjo mu lahko pokažem ta del, tako da trudimo se pa tako, da organiziramo enkrat na leto kemp,
Letos, včasih je bilo na Debelem rtiču, letos ga imamo v Čateških toplicah, tako da nekaj zanimivega, atraktivnega za mlajšo populacijo in tam se potem družimo, izmenjujemo razne izkušnje in se pač, to povezovanje je zelo pomembno. No, tako da te otroke še nekako preko staršev, mladostnike pa malo težje, no, ampak se mi zdi, da nam z dobrim sodelovanjem tudi to počasi uspeva, no. Je pa nasplošno društvo hemofilikov namenjeno tudi vsem ostalim, ne samo otrokom in mladini, ne? Ja, imamo kempe, imamo kemp tudi, srečen kemp, no, to je v bistvu druženje, 3-4-dnevno druženje, katerimo imamo za starejšo populacijo, tam organiziramo potem strokovna predavanja, tako da dobijo tudi ta strokovni del. Potem je pa važno to druženje tudi starejše populacije, imamo tudi za mlade in potem tudi vsako leto imamo Miklavža, kjer se potem združi mlado in staro, rečem tako, ne, mi imamo starejše, imamo predavanje, mlajši imajo ponad kakšno igrico, ali karkoli tazga se predstavi, kakšno lutkovno predstavo imajo, tako da se pač tam lahko malo podružimo, tudi vse generacije. Brina Zaman, vpeti ste verjetno vsak dan od nog do glave v društvo hemofilikov. Kaj si želite za društvo v prihodnosti? Ja, kar tako kot je, a ne, se mi zdi, da zmeri imamo nove ideje, ampak imamo tudi podporo, a ne, tako da želim si mogoče ravno to teh več članov, a ne, teh mladih, ki bi jih radi tudi pošiljali na evropsko raven, a ne, ker se tudi tam bojujejo s tem in tudi prirejajo te kampe za mlajše generacije. Tako da mogoče to, no. Drugače pa moram reči, da društvo dela dobro. Članov je dovolj? Članov je dovolj, no, je pa tako, je pa prostovoljno, a ne, tako da tudi kakšnega prostovoljca več se tudi ne bi branili, a ne, tako da ponavadi pol to dela teh par 10 ljudi, a ne, ampak vseeno, vsi te, ki delamo to z neko voljo, a ne, da pomagaš nekomu drugmu, no, v mojem primeru sinu, a ne, tako da. Še več informacij povezanih s hemofilijo, verjetno spletna stran društva. Ja. Še kakšna druga povezava? Spletna stran društva se mi zdi najbolj taka, gor imamo res vse podatke, tudi vse publikacije, ki se delajo, materijale, informacije o tem, kaj je bolezen, o tem, kje lahko dobimo tudi, a ne, telefonske številke, tudi strokovnih, a ne, delavcev, torej, če želi kdo biti, recimo, da se prepozna v temu in želi imeti kakšno obravnavo. Tako da, ja, vprašanja, odgovori, intervjuji, izdajamo tudi en koncentrat 4-krat na leto, tako da imamo tudi svoj časopis, je tudi tam objavljen, tako da vse, kar se trudimo, no, mednarodni dogodki, veliko stvari je, ja, in mislim, da je spletna stran pravi vir. Kaj bi, na primer, v tem trenutku svetovali ali pa rekli nekemu staršu, ki je morda pravkar ugotovil, da ima njegov otrok motnje starevanja krvi, hemofilijo, kakorkoli, kaj bi mu svetovali? Ja, jaz mislim, da vsak, ki se s tem sooči, rabi svoj čas, a ne, in svojo pot, ampak ja, mi smo na voljo, da lahko se pogovorimo. Vsak rabi kakšno drugačen pristop, a ne, ampak imamo dejansko vse, imamo strokovnost, imamo nekje na tej prijateljski bazi, a ne, tako da naj se poveže z nami, pa se vidi, a ne, kako. Imela sem tudi eno to izkušnjo drugače, a ne, posneli smo en filmček o naši družini in se javlja ena mamica, sem rekla, evo, to je bil namen tega, a ne, se javlja mamica, rekla, jaz sem pa zdajle imela drugega otroka in sem dobila diagnozo, a se lahko dobiva, sem rekla, z veseljem, zato sem tukaj, sva se dobili in ravno to, a ne, to predaja informacije, a ne, da kako živi moj sin, ki je star zdaj 9 let, a ne, in kako se spopadamo s tem. Predvsem informacija z prve roke, strani nekoga, ki živi s tem, kaj ne? Seveda, ker hematologi so zadolženi za druge stvari, za informacije o zdravljenju, a ne, tako da se mi zdi, da je tukaj tudi pomembno, da se dopolnjujemo. Je krasno, prišli smo do konca naše današnje oddaje. Kaj naj rečem drugega, kot jaz vam želim veliko uspehov še naprej na področju društva, kot seveda tudi vam zasebno, vaši družini in pa seveda nasplošno tudi vsem tistim, ki prihajajo v vaše društvo.
predvsem vse dobro in še kdaj dobrodošli in nasvidenje v našem studiu. Hvala lepa, nasvidenje. Vi, spoštovane gledalke in gledalci, pa tudi lepa hvala za vašo pozornost. Verjamem, da smo se naučili spet veliko novega, tokrat o hemofiliji. Do naslednje oddaje pa vse dobro tudi vam.